Pozdravljeni! Danes pojdimo v ZDA, v čas, ko se je končala državljanska vojna, ki je potekala med Združenimi državami in Konfederacijo. Prav zaradi tega je na oblast prišel prvi republikanski predsednik, Abraham Lincoln, ki je zelo poznan zaradi ukinitve suženjstva. Temnopolti so tako prvič v zgodovini ZDA dobili pravice. To pa veliko ljudem, predvsem demokratičnim generalom, ni bilo všeč, zato so ustanovili Ku Klux Klan, ki je spodbujal večvrednost kristjanskih belcev. Temnopolte so ustrahovali in jih pretepali, da bi si jih spet podredili kot pred državljansko vojno. Dejavnosti klana so bile usmerjene proti reformam nove vlade, ki je prišla na oblast v južnih državah po letu 1867. Člani klana so republikansko vlado označili kot sovražno, verjeli so tudi v rasno manjvrednost temnopoltih. Člani Ku Klux Klana so bili na začetku oblečeni v bele kapuce z maskami, na katerih je bil križ. Toda do začetka 20. stoletja so svoji opremi dodali tudi bele, dolge halje. Pripadniki klana so terorizirali temnopolte in jih s tem hoteli odvrniti od tega, da bi volili in uveljavili svoje pravne pravice. Klan je pri ustrahovanju tudi kuril lesene križe in s tem hotel temnopoltim pokazati svojo prisotnost. Pod križem so jih tudi linčali, pri linčanju pa so jih pohabljali in pretepali. Zelo znano javno linčanje, ki ga je zagrešil Ku Klux Klan, je bilo nad 17-letnim Jessejem Washingtonom. Linčanje se je zgodilo leta 1916. Obtožen je bil, da je umoril 53-letno žensko. Tudi edini dokaz, ki so ga imeli, je bil to, da so na njegovi obleki našli kaplje krvi. Odrezali so mu prste, ga kastrirali ter polili s petrolejem, ter nato obesili, medtem ko se je dajal, so ga tudi zažgali, da je bila smrt čim bolj mučna. Linčanje Jesseja Washingtona se je ogledalo več kot 10.000 ljudi. Tako smrt ali vsaj podobno je med leti 1860 do leta 1950 doživelo kar 3500 temnopoltih Američanov. Klan je od 19. stoletja pa vse do danes večkrat propadel. Na začetku je deloval od leta 1865 do leta 1874. Kasneje se je pojavil v začetku 20. stoletja, takrat je imel tudi največ privržencev in to kar 20 milijonov. Deloval je vse do leta 1944, ampak ker je klan spodbujal preveč nasilja, je zato veliko ljudi izstopilo. Po letu 1944 do danes Ku Klux Klan ni več poenoten, ampak je nastalo več manjših klanov. Člani teh klanov so skrajneži, ki še vedno sežigajo križe in izvajajo različne teroristične napade na temnopolte. Zadeva je šla tako daleč, da je moral posredovati celo FBI. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.